Eden naših najboljših atletov, Rožle Prezelj, že vrsto let prisega na zdravo življenje in s tem seveda tudi na pravilno prehrano. Zato smo ga prosili, če lahko tudi nam zaupa, kaj je zanj zdrava hrana in pove, kaj se največkrat znajde na njegovem jedilniku. Rožle, živjo. Zdravo. Danes se bomo družili s tabo, trikratni slovenski olimpionik, skakalec v višino, znan slovenski atlet. Namen današnjega druženja je, da boš malo več povedal o svojih dosedanjih projektih, kaj zdaj počneš in mogoče malček več tudi o hrani kot sestavnemu delu vsakega zavestnega prehranjevanja športnikov. No pa vendarle, kakšni so tvoji trenutni projekti, kaj te okupira? Ja, moram reči, da zdaj atletska sezona je za nami. Zdaj trenutno se pripravljamo na vpise v atletsko šolo. Zdaj letos bomo imeli že 4. leto. To je trenutno moja glavna okupacija. Tako da danes ste tudi že videli, da smo imeli malo treninga, tega uvodnega, sicer začnemo oktobra. Ampak to je pač nekako v sklopu mojega pogleda na šport, tako kot recimo tudi zdrav način prehranjevanja, je pač tudi ta atletska šola v nekem takem slogu zdravega načina življenja. In mislim, da sta to dve take zadevi, ki gresta zelo skupaj, in tudi da pol v vsakodnevnem življenju, v profesionalni karieri, poslovni karieri recimo, lahko boljš funkcioniraš. In mislim, da gresta prehranjevanje in šport pač z roko v roki in to tudi naše, že najmanjše otroke začnemo vzgajati v tem duhu, da je šport in pač zdrav način prehranjevanja tisto, kar te da, da boš recimo lahko uspešen ali pa uspešnejši na drugih področjih in da boš s tem tudi dosegel lahko več, kot bi pa sicer. Ker te poznam malo, vem, da nisi ravno velik zagovornik rigoroznih diet ali pa bom rekla diet na splošno. Kakšni so tvoji pogledi pravzaprav na prehranjevanje, na tako vsakodnevno prehranjevanje? Ja, res je. No. Zdaj, če bi jaz recimo rekel tako kot nek vrhunski športnik, jaz sem imel pač, moj način prehranjevanja je bil sestavljen iz dveh sklopov. En je pač vsakodnevni način prehranjevanja, to, kar rabimo, da lahko funkcioniramo kot osebe v vsakodnevnem življenju in pa del prehrane, ki je pač namenjen strogo treningu, doseganju boljših rezultatov, boljši regeneraciji po treningu. Čeprav razumem, nisi recimo zagovornik samo enostranskega tipa prehranjevanja, izločanja določenih živil? Ne, res je. Jaz pač moj pogled je tak, da mora telo dobiti vse hranilne snovi, ker le tako lahko optimalno funkcionira. Res pa je, da pač to je zelo velikokrat, pa sploh v današnjem tempu, zelo težko doseči. Ampak mislim, da z takimi drobnimi triki se da to vse zelo dobro dosegati. Recimo, sicer neverjeten optimalno, ampak kar v zadostni meri. In tako, kot si že omenila, da pač jaz nisem zagovornik nekih ekstremov, mislim, da je pač vse taka neka razumna meja mora biti pri vsaki stvari. Tudi kar se tiče zdravega načina prehranjevanja, mora biti to vse v nekih merah takih zdravih, ker tudi psihološki vidik prehranjevanja je tudi zelo pomemben. In zdaj, da ne more biti uspešna dieta ali pa ne moreš biti zdrav, če pač trpiš ob tem, kar ješ. Se pravi, hrana mora biti užitek, ne pa muka. Ja. Koliko si imel ti sploh v svoji profesionalni športni karieri, bomo rekla, podpore v smislu prehranske terapije? Koliko so ti govorili o hrani kot o funkcionalnem živilu, ki lahko bistveno izboljša mogoče tvoje rezultate ali pa pripomore k boljšim rezultatom? Ja, res je. Jaz sem se že ukvarjal z prehrano, že zelo zgodaj sem se začel. Predvsem zaradi tega, ker sem zmeraj iskal, kje so rezerve, da bom dosegel boljše rezultate.
In mislim, da zdrav način prehranjevanja je en izmed najlažjih načinov, kako v bistvu brez treninga ali pa z manj treninga ali pa na lažji način dosežeš boljše rezultate. In moram reči, da že pred več kot 10 leti sem začel z prvimi takimi, bom rekel, prilagojenimi dietami ali pa prilagojeno prehrano. Ne. In potem se pa to čez leta se spreminja, dobiš nova znanja, nove izkušnje, pridejo novi produkti na trg, jih probaš in moram pa reči, da zdaj nekako v zadnjem času, zadnje 3 leta, sem pa nekako našel neko tako svojo, bom rekel, dieto ali pa svoj način prehranjevanja in mislim, da mi kar dobro ustreza tudi pri teh letih, da dosegam take rezultate, sigurno brez produktov, ki jih uživam in pa tudi brez sistema, ki ga imam, ne bi dosegal. Ne. Tukaj imajo nekaj izdelkov, nekaj izmed njih takih, ki jih uživa vsak dan, pogosteje, nekaj samo po posebnih prilikah, pa mogoče, ne vem, da kar pogledava, recimo tele testenine, špageti, koliko uživaš testenine, zakaj ješ recimo takšne, ki so brez glutena, zakaj si se odločil za takšno vrsto testenin? Testenine, tako kot sama veš, so pač osnova za vsakega športnika. Ne, in v bistvu testenin športniki kar veliko pojemo. In na podlagi tega, ker sem pač se je začelo v medijih tudi pojavljati te celiaki in brezglutenski hrani, sem sam pri sebi razmišljal, sem rekel, čeprav nimam težav z tem, verjetno pa mi pa nič ne koristijo. In sem probal potem te brezglutenske in moram reči, da okus je super. Nisem nobene take razlike v okusu, da bi rekel, da bi zdaj zaradi tega, ker so drugačne, da bi zaradi tega bil prekrajšan pri okusu. In sem se potem odločil, da bom kar te brezglutenske jedel in se mi zdi, da je bil to spet en tak, bom rekel, dodatek, ki mi je mogoče pa prinesel kaj. Sicer to so v katerem smislu si pa tudi čutil na fizični ravni? Kaj so se testenine hitreje presnovile, si imel več energije? Kako si to občutil? Bom rekel, da mogoče ena stvar, ki sem jo zelo občutil, da se mi zdi, da je na želodcu se poznala, ker pač ti po treningu vseeno je dosti velik stres za cel organizem, med drugim tudi želodec kar trpi. In mislim, da je lažje za prebavo. In sem imel, bi rekel tako, da tiste, ki imaš včasih težave malo z kakšno kislino ali tako naprej, se mi zdi, da je bilo boljše. Pač nekako nisem tiste teže, recimo včasih imaš po treningu kakšno težo v želodcu, tega nisem čutil. In to je recimo ena izmed teh stvari. Zdaj za druge stvari bi težko rekel, da sem bil zaradi tega prav bistveno več energije imel, ampak mislim pa, da se sigurno na podlagi tega tudi druge pozna, na prebavi, na teži in tako naprej in na krvni sliki. Tako da zdaj zelo težko je pri mojem načinu prehranjevanja, ko v bistvu kar nekaj časa še zdravo prehranjujem in jem kvalitetna živila, je težko reči, zdaj to je pa to naredila ali pa tale stvar. Sinergija vsega skupaj. Sinergija, seveda, to je tisto, ki je pomembno. Potem še ena precej pomembna oziroma precej pomemben del prehrane vsakega športnika so izotonični napitki. Takšni in drugačni so na trgu, kakšen uživaš ti in zakaj? Jaz moram reči, da prej sem vse živo, pa na koncu sem videl, da je najbolj voda. Pa sem kar nekaj let sem se zadržal pri vodi, potem sem pa v bistvu spoznal kokosovo vodo, kokodrink v bistvu in moram reči, da to se mi je zdelo zelo dobro za hidracijo med treningom, sploh v poletnem času. Moram reči, da tudi zelo, sicer to nisem jaz osebno doživel, ampak recimo za te maratone kolesarske je v bistvu kokodrink idealna stvar, ker v bistvu ima zelo veliko to biološko razpoložljivost, kar je v bistvu najbolj pomembna stvar. In v bistvu tam, ker nimaš ti recimo časa menjavati bidonov, ker pač rekreativci tega nimajo, je v bistvu zelo dobro, ker ga malo z vodo zmešaš in je v bistvu zelo veliko rehidracijo ti naredi ravno zaradi te biološke razpoložljivosti. In ta biološka razpoložljivost je prav ena izmed
ključnih dejavnikov, zakaj sem se odločil, da sem pač ta kokodrink uporabljam. No. Moram pa povedati tudi za vse tiste, ki gledajo doma in bi želeli kupiti sok kokosovih orehov, da morajo biti pozorni, da je to sok mladih kokosovih orehov, da šele takrat ima kinetin, ker na trgu je že kar nekaj podobnih pripravkov. Kaj pa med recimo nadomestki v smislu mleka, čeprav drugače ti uživaš mleko, kolikor vem, imaš mogoče tudi kakšne nadomestke v smislu napitkov rastlinskih? Ja, zdaj tako je. Zdaj čisti športnega vidika, mogoče za te tudi, ki se bolj z rekreacijo ukvarjajo, da je mogoče zanimivo to, uporabljam recimo tale preparat tukajle, to so beljakovine, pač vsi športniki po treningu za obnovo so v bistvu esencialnega pomena in v bistvu tele so meni zelo všeč. Zakaj pa? Predvsem zaradi tega, ker kar je zelo pomembno, je to, da pa mogoče je to, da niso produkt fitness industrije. In to je za nas profesionalne športnike izredno pomembno, ker se v bistvu kontaminacija prepovedanih sredstev je skoraj nemogoča pri teh ali pa je veliko manjša. Se pravi, vsi te praške, ki jih mogoče dobimo drugače v fitness centrih in podobno, da imajo veliko težkih kovin, najbolj sintetiziranih nutrientov, ki se ne morejo absorbirati tako dobro. Pa tudi mi, ko smo podvrženi antidoping kontrolam, da smo tam toliko bolj izpostavljeni kot tukaj. Pač se mi zdi, da vseeno je to čisto druga branža in v bistvu je pač, kot sem jaz tudi seznanjen, je manjša verjetnost. In to se mi zdi izredno, to je prva stvar. Druga stvar pa tudi sam način predeljave se mi zdi, da je bolj kvaliteten. Te jajčne beljakovine so izključno ekološkega izvora, če se ne motim. Kako si jih pa narediš ti z vodo, s kokodrinkom, z riževim mlekom ali drugega? Včasih si naredim, odvisen zdaj od obdobja treninga, odvisen od potreb, ali jih naredim samo z vodo. Včasih, če je recimo v poletnih dnevih, ki je izredno vroče, se s kokodrinkom namesto vode naredim, zato da je še malo rehidracije zraven, da so malo elektrolitov prisotnih. Ali pa naredim šejk z sadjem, recimo kadar rabim večji energetski vnos, ker proteini sami v bistvu nimajo take energetske vrednosti. Včasih še to, recimo tale MCT olje sem recimo dostikrat dodajal, ker za športnike je to zelo zanimivo. Ker te MCT olje se v bistvu zelo veliko energetsko vrednost, v bistvu se pa presnavlja kot ogljikovi hidrati, ne kot maščoba. In v bistvu se mi zdi, da je zelo dober. Da ga dodajo. Pa to velja tudi za rekreativce? Kaj bi ti recimo enemu povprečnemu rekreativcu svetoval pred treningom? Ja, zdaj pred treningom, da je zdaj sigurno so bari, kakor so recimo tele Guarana, recimo je zelo fajn za pred treningom, ali pa tele bari so tudi super. Predvsem, da so, se pravi, sadne ploščice na različne se. Različne. Morajo paziti, da recimo velikih obrokov ni pred treningom ali pa pred samo obremenitvijo, da so v bistvu to nekaj dopolnila, da jim v bistvu zapolne tisto recimo neko potrebo po hrani, malo energetsko. Recimo za po treningu so recimo tudi teli, to je fajni. Se pravi, rabimo več proteinov, a takrat potem in tudi ogljikovih hidratov. Tudi tole. To je za po treningu? Tudi to, ali pa recimo teli proteinski so zelo super, recimo če greš recimo, da nimaš direkt dostopa do vode, da ti ni treba tega s sabo nositi, recimo, ali pa za na kolo daš tole v žep, pa je super. Imaš energijo za sabo. Ja, jaz dam recimo to kar v torbo, recimo, ali pa za na tekme me fajn, recimo, ker tam ne moram, se pol vzamem tele, recimo, jih imam za potekmi. Se pravi, kokodrinke pa pijejo v bidonih namesto vode, ali pa pred in po, popolnoma vseeno. Ali pa jaz recimo, ker recimo meni se ne premikam, imam torbo, si dam kar celo tole sabo, imam eno recimo pol litra, imam nekako tako za en trening, to je recimo za 2 ure imam dosti in ga potem malo pred treningom, med, pa kakšen požirek si za po treningu prišparam. Moram reči, da ene par stvari še, ki so zelo zanimive, recimo ta življenjski napitek mi je super zadeva, to brez tega zadnje čase skoraj več ne morem. Prehransko dopolnilo. To je sicer prehransko dopolnilo, vendar ni klasično, ker tlele v bistvu ni nobenih umetnih stvari noter, ampak so samo rastline posušene in so pač bolj razpoložljive tudi za uporabo. In pač ni umetnih stvari, da v bistvu
prek nekih naravnih stvari naj bi... Se pravi, najbolj če kakšen dan, če imaš bolj gnečo gužvo, da se pol poslužiš tovrstnih preparatov. Tudi to, ja. Jaz sem recimo tole zjutraj na tešče spijem pred zajtrkom, ker so noter prebavni encimi, probiotiki in tako naprej. In v bistvu mi je všeč, ker v bistvu z eno merco v vodi dobiš vse, kar rabiš, kar rabi telo, maščobe, proteine, antioksidante, prebavne encime, probiotike, vse. In to mi je res super. In všeč mi je pa to, ker ni nobenih polnil, umetnih dodatkov, ampak so samo zgolj rastline sprešane. Kar je bilo spet zate kot za športnika pomembno. Ja, to je res, ja. Sicer zdaj je obdobje, ko nam narava vrača vse v obliki sadov in je zelenjave in sadja dovolj, ampak vendarle, v zimskih mestih, ko mogoče ni toliko zelenjave in sadja, se velikokrat poslužujemo matičnih sokov. So športniki. Ja, jaz moram reči, da te sokove, ki sem jih pred cirka 2 letama odkril, sem bil izredno navdušen. Predvsem zaradi te biološke razpoložljivosti, ki je, ker v bistvu te matični sokovi so direktno sadež spasiran, in je v bistvu kot da bi v bistvu jedel sadež. Svež sadež. In to še ekološki, ne? Ja, še to, ja, zraven. In moram reči, da s tem sem se zelo veliko pomagal, sploh v zimskem času. Tudi fajn je, recimo, namesto da piješ kakšne druge sokove, ker so relativno dosti močni, si jih v bistvu z vodo razrečem. Recimo si daš pol deci in se pol recimo z vodo razrečeš in je super. Se pravi, kot je super nadomestek ali pa dopolnilo za mešanje, tudi v bidone za rekreativce. Tudi ja, pa predvsem se mi zdi tukaj plus, ki ga ima, to je, da recimo lahko 2-3 vrste teh sokov skupaj kupiš in jih imaš recimo kot nek vitaminski dodatek za čez zimo in je čisto naravni in ne ješ nobenih tablet in nič. In to se mi zdi super pri teh matičnih sokovih. Včasih je veljalo, da se maščobam izogibamo. Zdaj že malo več vemo in vemo, da so maščobe in olja super tudi, ker delujejo protivnetno, se pravi, predvsem pri športnikih, pride to upoštev, kadar imate težave s sklepi, pripomorejo k boljši regeneraciji, blagodejno vplivajo na živčevje. Kakšna olja, kakšne maščobe ti uporabljaš, ko kuhaš, naprimer, ali pa jih samostojno tudi uživaš na žlico? Ja, zdaj tako, pač kar se tiče solat, se držim kar klasike, recimo olivno olje, bučno olje, potem arganovo olje. Kar se tiče kuhe, sem pred časom zamenjal in v bistvu zdaj sem prešel na kokosovo maščobo, predvsem zaradi te odpornosti na višjo temperaturo, kar se mi zdi izredno pomembno, da že tako vročina ali pa to, ko pečeš, nekaj uničuje ali pa slabo vpliva na določene snovi, da se mi zdi, da pač zdaj, če olje zamenjaš, ki je sicer brez okusa, nič ti ne spremeni na okusu, se mi zdi, da je to ena... Pa toliko dobrega prinese. Ja, pa toliko dobrega, ali pa saj ne poslabša, če lahko rečemo tako, se mi zdi izredno pomembno in to v bistvu ta kokosovo maščobo zelo veliko uporabljam. Potem pa tudi včasih, sploh recimo zdaj v teh jesenskih časih, ki se v bistvu malo za zimo pripravljam, pa recimo kadar več treniraš, kaj mogoče nisem toliko odvisen od kaloričnega vnosa, recimo uporabljam tudi te mešanice različnih olj, da v bistvu dobimo omega-3, omega-6, omega-9, da je v bistvu nekako pol lažji si nekako v samem prehrani nekako zagotoviš, da je zadostna količina, pa da ni preveč, pa da je nekako uravnotežen tudi. Že tako, ko te poslušam, pri tebi zagotovo ni bilo bližnjic. Tudi zelo malo relativno malo se poslužuješ dodatkov, razen takih, ki so res preverjeni in popolnoma transparentni. Kaj bi svetoval recimo rekreativcem, na kaj ne bojo pozorni, kaj ne gledajo, ko bojo zbirali funkcionalna živila, ki jim bojo lahko pripomogli mogoče k boljšim rezultatom? Ja, zdaj vsekakor je, da čim manj predelana živila, potem da malo tudi pogledajo na kvaliteto same proizvodne, predelave in tako naprej. To se mi zdi izredno pomembno, ker zdaj v poplavi produktov raznih in je to, se mi zdi še toliko bolj pomembno, da znamo predvsem, katera živila so tista, ki so v danem okolju ali pa v dani situaciji boljša od drugih, to je sigurno. Potem bi pa jaz tako svetoval, da
da se vsak, glede na cilje, ki jih ima in glede na želje, ki jih ima in tudi glede na količino ukvarjanja z rekreacijo, da si naredi nek tak osnovni plan. Ker zdaj, tako kot so že prej omenili, jaz nisem zagovornik nekih striktnih, strogih diet ali pa nekih ekstremov. In da v bistvu vse te stvari, ki se jih spreminja ali pa glede, ki so namenjene boljšim doseženju boljših rezultatov ali pa saj boljšemu počutju v prvi fazi, da je to nekje to za zdravo pametjo narejen. In jaz mislim, da sigurno prvo so stvari, da se malo pogleda pri maščobah, kaj se da tam spremeniti, ali je sploh kaj potrebno ali ni. In so to nek sintetičen zamenjat? To je tudi, ja, to je sigurno zares, sploh pri teh vzdržljivostnih športih, ki se tega veliko porabi. Potem jaz mislim, jaz sem zagovornik vnosa proteinov po treningu, po naporu ali pa po rekreaciji. Mislim, da je to ne samo zato, da dosežeš boljše rezultate, ampak tudi zato, da se bolj zregeneriraš in s tem v telesu daš tiste snovi, ki so potrebuje, njih je takrat zgubilo. Ja. Potem pa sigurno tudi mislim, da jaz recimo mislim, da ta življenjski napitek je ena taka zadeva, ki je meni super in tudi jaz vsakmu svetujem, tako da mogoče na tem mestu se mi zdi to res super zadeva. In tle imaš v bistvu za enim preparatom zelo veliko stvari rešenih. Ni treba pol razmišljati, če kaj bi, pa kaj ne bi. Potem recimo tudi ti matični sokovi čez zimo se mi zdijo super sploh. Recimo prijatelje, ki imam zelo veliko, ki imajo majhne otroke, so začeli uporabljati matične sokove ravno pri otrocih, ker je čisto naravno, v bistvu pa dobiva vse neko podporo čez zimo v času teh virusov. In to se mi zdi recimo za otroke, se mi zdi taka dobra rešitev. Na videz, z otroci so začeli in z otroci bova končala. Mi ti želimo veliko uspehov, tako na profesionalnem področju, kar je šport. Predvsem pa, da tvoja atletska šola raste in da bodo nadobudne nove mlade generacije nadaljevale tvojo pot še naprej. Ja, najlepša hvala.